Nagrada Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in pa podjetniške dosežke je najstarejše tovrstno priznanje v Sloveniji. Imenujemo jih tudi gospodarski oskarji. Nagrade sodijo med najbolj zaželene in uveljavljene nagrade v Sloveniji in se podeljuje že 49-tič. V vsem obdobju, odkar se podeljuje nagrade Gospodarske zbornice, je pretežna večina nagrajencev in zlasti podjetij, iz katerih prihajajo, zelo uspešnih. Prestižnost nagrade Gospodarske zbornice Slovenije potrjuje dejstvo, da so člani komisije za podeljevanje nagrad nagrajenci iz preteklih let. Vodilo nagrade je izjemni dosežki trajnostnega pomena. Pri nagradi gre za pomembno povezavo vodilnega člana družbe in družbe same, ki se s tem zapisujejo v zgodovino slovenskega gospodarstva. Nenazadnje tudi z zapisom na steno nagrajencev v zgradbi Gospodarske zbornice Slovenije. Želimo, da nagrada Gospodarske zbornice tudi v prihodnje ostane najprestižnejša in bo za gospodarstvenike pomenila izziv in pa potrditev, da gre za dejansko trajne dosežke. Mi vsako leto podelimo nagrade na slovesni podelitvi v Cankarjevem domu. To bo danes večer ob 19. uri. Rdeča nit letošnjega dogodka je umetnost sodelovanja, ki je skrivnost uspešnosti, in to tudi druži letošnje nagrajence. Kot je bilo že povedano, gre za najstarejšo nagrado za gospodarstvenike v Sloveniji in do sedaj jo je prejelo 353 gospodarstvenikov in gospodarstvenic. Imamo zelo zahteven sistem ocenjevanja. Razpis je objavljen že v mesecu septembru, se pravi lanski september je bil objavljen razpis. Do konca meseca septembra smo dobili prijave in potem je komisija na podlagi 69 kriterijev ocenila letošnje nagrajence. Komisija je v sestavi Janez Škrabec, ki je predsednik, potem je član Hugo Bosio, ki je direktor Bosija iz Štor, potem Boštjan Gabrc, ki je iz mikrografije iz Novega mesta, dr. Stane Rožman, ki je iz Nuklearne Krško, Štefan Sobočan iz Varisa Lendava, Otmar Zoran iz Solvera Links iz Ljubljane ter naša sodelavka Arjana Grobelnik, direktorica projektov na Gospodarski zbornici. Komisija je potem 16. decembra lani opravila končno oceno in potem odločila, da bo v skupini velikih gospodarskih družb podelila 2 nagradi nagrajencema, v skupini srednjih gospodarskih družb 3 nagrajencem in v skupini malih in mikrodružb enemu nagrajencu, ki se bodo sedaj tudi predstavili. Hvala lepa. Sam sem s podjetjem povezan že več kot 35 let, vodim ga pa 20 let. Ta prva prelomnica, ko sem prevzel vodenje, se je zgodila v trenutku, ko je bilo naše podjetje pred resnimi težavami in grozil nam je stečaj. Skupaj z sodelavci smo zavihali rokave in začeli oživljati tovarno z ciljem, da najprej ohranimo vsa delovna mesta. To nam je v nekih strpnih letih tudi uspelo. V tem času smo se odločili in specializirali za področje stikalnih tičnic in danes samo to delamo. Imamo vodilni tržni delež v Sloveniji, kot rečeno pa smo pretežni izvoznik tudi v več kot 20 držav v Evropi. Mislim, da nas odlikuje pravzaprav poleg lastnega razvoja in lastne proizvodnje to, da imamo vse bolj celovito ponudbo, da uporabljamo pri našem delu vse bolj sodobne tehnologije in pa zavestno uporabljamo tudi dizajn. Namreč naša stikala so vse bolj del enega ambienta, sodobnih in tudi klasičnih arhitektur, na katere lahko ponudimo kar raznovrstne odgovore. Mislimo, da smo primerljivi in konkurenčni zato, ker imamo eno visoko kvaliteto naših izdelkov, se znamo tudi pozicionirati ob bok največjih in skušamo biti velikokrat drugačni, inovativni. In zaenkrat to prinaša k enim solidnim poslovnim rezultatom, ki smo jih v lanskem letu zaokrožili na nivoju 11,5 milijonov
pri čemer poleg povečevanja produkcije in realizacije povečujemo tudi dodano vrednost. Namreč naše učinke vse bolj natančno merimo in se jih tudi, bi rekel, vse bolj učinkovito povečujemo. Zato smo tudi uspeli premikati dodano vrednost, tako na nivoju družbe, kot eno glavno merilo pa je, koliko na zaposlenca ustvarimo. Smo lokalno zelo povezano podjetje, dihamo z krajem, to je naš Levstikov Čatež, ne tisti Topliški, ampak Levstikov v trebanjski občini. Od Ledijo do Čateža se vsako leto tam zgodi en pohod. In s tem v zvezi smo en velik podpornik lokalnih društev, ki jim prisluhnemo, pomagamo in verjamemo, da mogoče kakšnemu tudi vzbujamo kakšno, bi rekel, dodatno motivacijo in dobro voljo, da tudi v popoldanskem prostem času delujejo. In smo, kot rečeno, srednjo veliko podjetje, zaposlujemo 127 sodelavcev, praktično vsi smo iz bližnje okolice. Zaradi vrednot, ki smo si jih zadali, pa niso napisane samo na papirju, ampak mislim, da jih kar živimo, smo med sabo zelo povezani in na osnovi tega tudi ene odlične rezultate lahko skupaj pravzaprav ustvarjamo in se razvijamo naprej. Smo ravno pred dodatno, bi rekel, gradnjo ali pa širimo svoje poslovanje z investicijo na obstoječi lokaciji. In ta naša družba, velikokrat radi rečemo, da smo kar ena Temova družina. In zato je tudi v temle dogodku, kateremu smo priča danes, en naš slogan, da je naša umetnost sodelovanja pravzaprav se skriva v družinskih vrednotih, ki smo jih prenesli v lokalno okolje in na njih v poslovno okolje in na teh temeljih pravzaprav gradimo tudi našo prihodnost. Jaz bi mogoče danes izkoristil to priložnost, da ne govorim toliko o sami steklarni in je bilo že zdaj veliko povedano, pa tudi kasneje še bo in o teh številkah. Mislim, da je rdeča nit vseh nas letos nagrajencev ravno tema, ki bi rad, da bi se še več o njej pogovarjali v družbi. Vsi se zelo veliko pogovarjamo zdaj o robotizaciji, pa o globalizaciji, o globalnem segrevanju, vse to so seveda zelo, digitalizacije seveda, to so vse zelo pomembne teme. Jaz bi pa rad temu dodal eno, ki nam lahko pomaga, da pozitivne potenciale teh procesov izkoristimo in preprečimo negativni učinek le-teh, to je pa, rečemo temu, holistično, odgovorno, celostno vodenje, voditeljstvo, o katerem se kot temi premalo pogovarjamo. To je voditeljstvo, ki ga ne poganja pohlep ali pa ego in katerega edini cilj ni dobiček. Materialno blagostanje je posledica takega delovanja in temelji, tako kot je kolega pred mano povedal, na pozitivnih vrednotah in osmišljanju tega, kar počnemo. Seveda mora biti tudi vse v ravnovesju z okoljem, socialnim, pa tudi z naravo. In vemo vsi, da nam lahko robotizacija, digitalizacija nam lahko življenje olajša, lahko pa pač vodi tudi v avtoritativnost političnih sistemov, ne vem, kontrolo vsakega državljana ali pa bogatstva samo za peščico ljudi. Vse pa odvisno od voditeljev, ali politiki, ali pa gospodarstvo. Torej potrebujemo zaveščene voditelje in politiki in gospodarstvo in seveda je bogatstvo v različnosti, v toleranciji, v prevzemanju odgovornosti, povezovanju, sodelovanju, ki je tema letošnjih nas nagrajencev in zavedanju o soodvisnosti enega od drugih. In to je za tako tujko besedo holistično, celostno. Tako da verjamem, da smo s projektom Steklarni Hrastnik poskušali nekaj podobnega delovati, zato ker smo od samega začetka socialni projekt, borili smo se za delovna mesta, prvo smo se pogovarjali o vrednotah in verjamem, da nas pozitivne vrednote družijo, spoštovanje in na koncu potem rezultat pride od tega. Seveda mora biti pa rezultat skladen tudi z interesi ne samo tistih podjetij, ampak tudi, kot smo rekli, v socialnem okolju, pa tudi z naravo. Nobeno podjetje, ki je v nasprotju z zakoni narave ali pa z socialnim okoljem, ne bo na dolgi rok uspelo. Tako da bi želel, da bi tudi odprli več debate na to temo. Hvala toliko z moje strani. Moja življenjska pot se je začela v trgovini in sicer v podjetju Gramex, kjer sem v 8 letih od pripravnika prišel do najprej 6 letih do namestnika direktorja TOZA, kasneje do direktorja delovne organizacije. V spletu okoliščin, ker sem pač študiral metalurgijo, sem se podal, sem iskal alternativo
In tako me je zaneslo v Magneta, takrat majhen kolektiv, vsi kolegi, ki so bili z mano, so rekli, da sem na glavo padel, da sem šel v proizvodno podjetje. Res prišel sem v proizvodno podjetje, ki je bilo malo v težavah, ker se je jugoslovanski trg z področja vojske vedno bolj zmanjševal. Takrat je podjetje štelo okrog 60 ljudi in seveda 30% trga so imeli v jugoslovanski armadi, 60% v Jugoslavije, 40% pa preko v Sloveniji, oziroma 10% pa v izvozu. Takoj sem zaznal, da ravno izdelki za vojsko so bili izredno visoko, so imeli visoko dodano vrednost, so začeli padati in podjetje je prišlo v probleme. To se pravi, jaz sem prišel v Magnete leta 1986 v jeseni, pregledal sem vse takratne ponudbe, ki so vendar povpraševanja, ki so prihajala v Iskra Magneti, vendar jim podjetje ni odgovarjalo, ker ni bilo za to potrebno opremljeno. Tako sem videl, da takrat se je začel, če se vsi spomnite, ABS v avtomobilski industriji, kateri so praktično ABS je sestavljen iz magnetov. Mi smo začeli z palčkofi 10x26 pri Bošu. Boš, ki me je sprejel, mi je dal veliko podporo. Želeli so zamenjati dobavitelja, mi pa nismo imeli potrebne opreme, zato smo takoj, ko sem stopil v tovarno, že praktično drug mesec smo začeli z investicijskim projektom, da smo bili sposobni sploh te palčke delati. Mislim, rasli smo, seveda, to je strateški kupec in mi smo potem seveda pridobivali vedno več strateških kupcev. Zaupanje Boša smo upravičili s tem, da smo pri dobavi 100 milijonskega kosa tega magneta dobili priznanje, ker smo jih dobavljali brez reklamacij. Podjetje je izredno razvojno, treba je razvijati nove materiale, magnetne lastnosti, vsak dan narastejo, treba jih razvijati inovativno na področju tehnologije, ker konkurenca, vi morate vedeti, v mojem času do danes je v Evropi propadlo preko 24 magnetnih tovarn. Mi smo še edini, ki smo obstali z celotnim programom kovinskih magnetov, neoksidnih magnetov. Danes glavnem svojo rast in razvoj se premikamo skupaj z globalizacijo naših kupcev. Naši kupci so sami globalni kupci, kar pomeni, da po celem svetu izvažamo preko 95% naše proizvodnje. Investiramo, v zadnjih 10 let smo investirali vsak let €1 milijon, kar je za tako majhno podjetje, ker smo metalurško podjetje, je treba investirati v celo verigo, najprej v proizvodne agregate, kontrolne agregate in laboratorij, zato je rast majhna. Tudi kupci nižjih kvalitet magnetov se nam podirajo, ko smo zdaj letos izgubili Emeko, ki je bil naš eden večjih kupcev za €1,600,000, ga izgubljamo letos, še delamo in 2 meseca, potem je konec, treba vse nadomestiti. Izredno veliko vlagamo v razvoj, moč znanja povečujemo z povezavami z razvojnimi inštituti, z univerzami, veliko sodelujemo z univerzami in seveda veliko vlagamo tudi v izobraževanje lastnih ljudi. Smo dejansko na področju znanja, zahtevnosti, mislim, da smo eno najzahtevnejših podjetij, ker je metalurško podjetje s procesno tehnologijo je izredno zahtevno. Edino, kar danes smo edini v Evropi. Zdaj, če bi samo lahko rekel, ko gledam danes nazaj, se spomnim številnih anekdot o naših začetkih. Nekajkrat je, pravimo, posredovala sreča, a sam sem prepričan, da sreča pride zgolj, če se posameznik v popolnosti pripravi na vse situacije. Uspešnost preživetja danes je seveda v sodelovanju. Sodelujemo z vsemi, dobro sodelujemo z vsemi sodelujočimi v procesu, z vsemi našimi dobavitelji pri razvoju novih sistemov, ker pač gremo v sisteme z večjo dodano vrednostjo, sodelujemo z bankami in jo potrebujemo z vedno bonitetno odličnostjo. Tako da timsko delo je edina alternativa, ki jo vidim, da podjetje ima, bi rekel, bodočnost. Glede na to, da je nekaj v podjetju že bilo povedanega, bi se jaz bolj osredotočil na vprašanje, kako postati uspešen. Namreč uspešnost se mi zdi zelo ključna za to, da podjetje dolgoročno lahko preživi. In uspešnost se na nek način manifestira tudi skozi dobiček. Namreč gre za to, da podjetja, ki so slabo dobičkonosna, v prvi krizi lahko zaidejo v težave. Torej, ključna naloga menedžerja je, da zagotavlja, da umesti podjetje med podjetja, ki imajo dovoljšno dobičkonosnost in ki po drugi strani dajejo svojim zaposlenim tisto, kar jim pripada, torej tudi dobre plače. Zdaj, vprašanje je, kaj je tisto, kar lahko podjetje uvrsti med uspešna podjetja. Zdi se mi to namreč ključno vprašanje za vsakega menedžerja.
Jaz, po mojem mnenju, je uspešno podjetje tisto, ki zelo veliko vlaga v razvoj in ki uspe svoje produkte, drage produkte, prodati tudi zahtevnim, bogatim kupcem. Drugi predpogoj, ki je potrebno, da je izpolnjen za to, da je v podjetje lahko uspešno, je ustrezno lastništvo. Ne verjamem v finančne sklade. Mislim, da finančni skladi so lahko do neke mere uspešni, torej pripomorejo k uspešnosti podjetja na kratek rok, vendar dolgoročno so pomembnejši strategiji. Na daljši rok vplivajo blagodejno na poslovanje podjetja. Tukaj recimo je Kolektor odličen partner. Naslednje, kar je zelo pomembno za uspešnost podjetja, je to, da se trudimo zgraditi notranjo čvrstost podjetja in predvsem zmagovalno miselnost. Tu je en cel nabor ukrepov, ki jih je treba izvesti, zato da to dosežemo. Naj izpostavljam dva, ki se mi zdita v slovenskem prostoru dovolj unikatna. Namreč mi nudimo zaposlenim, vsem zaposlenim neomejeno količino sadja na delovnem mestu in zato nas 350 zaposlenih porabi na leto 30 ton sadja, kar pomeni približno 100 kg na osebo na leto. Druga zanimivost, ki je tudi dovolj unikatna, je vsak zaposleni pri nas nadstandardno zavarovan, kar pomeni, da ima direktni dostop do privatnih zdravnikov. Vse to na stroške podjetja. Naprej. Za uspešnost podjetja je potreben dober menedžmentski kader in to na vseh nivojih, ne samo na vrh, ampak tudi navzdol. Menedžerski kader z vizijo, z polno mero korektnosti, z ambicioznostjo, z zmagovalno miselnostjo, z afiniteto do tega, da ljudi vzgaja, treba je ljudem zaposlenim pomagati včasih jih pokarati in s tem se treba ukvarjati. To ni biti menedžer ne pomeni biti avtomatsko nagrajen za neko pozicijo, ampak to je delo in odgovornost. Na koncu bi rad še povedal še nekaj, kar se mi dovolj ključno za uspešnost, namreč ko gre za delitev dobička, je treba, torej uspešnost je treba izkazovati tudi takrat, ali pa skupaj proslavljati tudi takrat, ko gre za delitev dobička. Dobiček je treba razdeliti med vse, ki so ga soustvarjali, to se pravi med lastnike, menedžment in zaposlene, in če dobička ni, ga ni za nobenega. Vendar, če dobička podjetje ne ustvarja, potem nima dolgoročne prihodnosti in je nekaj potrebno narediti za to, da dobiček je. Podjetje dobiček mora generirati, če se vrnem nazaj na začetek, ga mora toliko, da ko pride prva kriza, da ga ne odplakne s trga. Tudi v mojem imenu lepo pozdravljeni. Moji kolegi so se dotaknili v svojih predstavitvah delovanja na trgu, vodenja, razvoja, dobička oziroma uspešnosti. Jaz bi se osredotočila pri tem res na zaposlene. Če govorimo o uspešnem partnerskem odnosu, lahko rečem, da je to mozaik dela, znanja, izkušenj, vztrajnosti, vidnih in nevidnih posameznikov. Vsem pa je skupno to, da ne vidijo problemov, ampak vidijo izzive in se z njimi spopadajo in jih uspešno uresničujejo in rešujejo. To je možno samo tako, da v podjetju vlada timski duh, spoštovanje drug drugega in visoka stopnja zaupanja. V našem podjetju je ena zelo pomembnih vrednot visoka stopnja zaupanja. Mi ne vlagamo samo v opremo in v stavbe in razvoj. Vlagamo v razvoj, seveda, tudi kadrov. In skrbimo za kadre. Tako kot je rekel moj predhodnik, tudi mi veliko vlagamo v zdravje zaposlenih in smo celo ambasadorji projekta pri Gospodarski zbornici Zdravi na kvadrat. Imamo interno trim stezo, organiziramo vsak dan zajtrk. Za zaposlene skrbimo tudi z zdravniškimi pregledi. Skratka, ni nam vseeno, kako naš zaposleni živi in kako preživlja
čas na delovnem mestu, pomembno nam je tudi, kako ga kvalitetno preživlja v svojem prostem času. Zato nam zaposleni pomenijo ogromno. Ne nazadnje pa bi rekla tako, kar zadeva uspešen partnerski odnos. Takoj, ko govorimo o partnerstvu, govorimo najmanj o dveh. Tako v okviru kolektiva vsaj dva morata graditi partnerski odnos in med njima, če želite, da sta uspešna, mora zaigrati tudi prava kemija. Partnerski odnos je pomemben pa tudi na trgu, torej med nami in našimi kupci. In tudi tukaj mora zaigrati kemija, ne samo tista, ki jo mi proizvajamo, ampak tudi tista, ki deluje med nami. Jaz sem pa povedal malo o podjetju, zato ker dosti kjeri ne ve, kaj delamo. Dejansko proizvajamo sendvič panele in vrata in z njimi gradimo čiste prostore. Nekako sem ta program vodil pri prejšnjemu delodajalcu, ko so ga pač se višji od mene odločili ukiniti in so rekli, da je to neprofitabilen program. Takrat smo začeli z 10 nekako to delati v Ljutomeru na Etihali in se prvo fokusirali na Srbijo, neki Slovenijo in začeli pač montirati te čiste prostore. Nekaj uspeh, bom rekel, prelom je bil 2005. leta, ko smo začeli pač v Belgiji z enim manjšim projektom, da smo pač dobili povabilo od Pfizerja, ko ste omenili, največjega farmacevta, da lahko to predstavimo njim, da zgleda ok, zanimivo in smo pač to nekako uspeli prodati in so nas sprejeli, smo dobili en manjši projekt, ko smo ga zelo uspešno zaključili. To je bilo prvi projekt, sem jaz bil vodja projekta, osebno smo ga končali 2 tedna prej. Uspeh na tem projektu je bil tak velik, da je Pfizer celo povabil ameriške big bosse v Belgijo in so pripravili celo koktejl party, zato ker niso sploh ne verjeli, da bomo mi to končali s tistimi 10 ljudmi pa 4 monterji. To je odprlo neko sodelovanje z njimi in od tistega 2005 pa do danes smo edini dobavitelj Pfizerju čistih prostorov. Šlo je tako daleč, da so celo standardizirali naš sistem kot njihov standardni sistem in rekel, odprlo je to vrata naprej celemu podjetju, saj če delaš za največjega na svetu, lahko delaš tudi za vse ostale. Mogoče sodelovanje, kako smo si ga mi predstavljali z njim, je bilo na začetku pa čistem sigurno podrejene. Mi smo ena mala firma, on je neki veliki gigant, ampak v teh 12 letih se je razvilo v res sodelovanje med samim inženjeringom in našimi inženjerji in Pfizerom imamo te možnosti, da razvijamo proizvode, ko jih drugi nimajo. Se pravi, razvijamo čist neke individualne rešitve in to nam je pomagalo, da smo prišli tudi do drugih velikih farmacevtskih firm, kot je recimo GlaxoSmithKline, kot je Johnson & Johnson, Novartis in tak naprej. Jaz bi rekel, da je moj cilj bil vedno kot neki prodajnik oziroma pač prodati to, da svoj proizvod narediš tako dober, da bo na njega ponosen ne samo naš delavec pa naš monter, ampak tudi kupec. In ravno to se nam je zgodilo. Še danes, bom rekel, bilo kjera firma, bilo kjero novo podjetje, ko nas pač spozna, seveda zdaj smo že nekem rekel, naredili neko ime, vpraša, če lahko gre kam pogledati našo referenco, ga brez problema spravimo v Pfizer. Mogoče ena taka anekdota, kako smo dobili prvi posel, mislim ne prvi, eni večji posel v Novartisu v Švici, ko smo prišli čist do finala, pa je cena, pa vse štimalo, so rekli, ok, lahko vidimo vašo referenco in je tam zraven bila ena tovarna, ko smo delali 1 leto prej, kar velika. Sem rekel, ja, je rekel, lahko pridete jutri, ker sem rekel, ja, ne morem priti, lahko organiziram obisk, ne. In ko so oni šli to pogledati, sem drugi dan poklical gospoda, sem rekel, eno, kako zgleda, bomo dobili delo, je rekel, ne vem, koliko ste jim plačali, toliko so vas hvalili. In smo dejansko dobili en super posel gor in rekel, na tak način gradimo naš odnos do drugih farmacevtskih podjetij. Enako se je zgodilo z Johnson & Johnsonom, so šli vsi pogledati referenco in vam povem, da nekaj lepšega, če ti največji farmacevt dela promocijo brezplačno
do drugih, bomo rekel, tudi svojih konkurentov in farmacevtov. Seveda, da smo to dosegli, moramo delovati vsi skupaj. Jaz bom rekel, vsak zna narediti lep panel. Vsi naši konkurenti naredijo super lep panel, tako mi. Kaj pa imamo mi neko dodano vrednost, so pa naši monterji na samem gradbišču, do vseh teh detajlov, ki jih zaključijo in rekel, res sodelujejo z končnim kupcem, da pridemo, pripeljemo projekt do res perfekcije, do konca, tako da, ko greš to pogledati, celo Bill Gates je en projekt financiral, pa ko je videl naše prostore, je bil, rekel, kar presrečen. In to je, rekel, neko sodelovanje, ko ga v firmi gojimo, v okviru razvojne skupine razvijamo individualne rešitve in predvsem na tem področju smo v Evropi, rekel, vodilni. Tako da jaz upam, da bomo tako nadaljevali. Rekel, da smo v zadnjem sajtu kar hitro zrasli, mogoče malo prehitro, ampak rekel, smo veseli, da smo uspeli dobiti zaenkrat ves ta kader in te ljudi, ki čutijo to pripadnost v podjetju. Toliko z moje strani.